Dragi prijatelji, na današnji praznični dan vam voščim in želim veliko upanja. Veliko upanja. Pred 25 leti nismo verjeli, da bomo take stvari počeli, kot jih zdaj počnemo. Jaz vam bom voščil z verzi Franceta Prešerna. V sovražnike z oblakov rodu naj nažga trešči grom. Prost, ko je bil očakov, naprej naj bo Slovencev dom. Naj zdrobe njih roke, si spone, ki še teže. Edinost, sreča, sprava, k nam naj nazaj se vrnejo. Otrok, kar ima slava, vsi naj si v roke sežejo. De oblast in z njo čast, ko pred spet naša bosta last. Bog našo nam deželo, Bog živi ves slovenski svet. Naša prva govornica danes je gospa Jelka Godec. Težko je po takšnem uvodu karkoli še povedati, ampak bomo nekaj, ne? Tovariši in tovarišice. Ja. Po 25 letih, ko so bile prve večstrankarske volitve, nas tako, oziroma vas tako naslavljajo v državnem zboru. Po 25 letih govorijo, da je domoljubje ideološka tema. In po vseh teh letih še vedno na Ljubljanskem gradu ne visi slovenska zastava. In po 25 letih v prvi vrsti, ko gre za državne proslave v času osamosvojitve, sedijo tisti, ki so takrat stopali na zavore, ki so takrat bili proti osamosvojitvi in očitno še nismo opravili vse naloge. Želela bi spregovoriti o domoljubju, namreč, če se... Mafija, futbol, 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 mafija. Če ste v zadnjih dneh oziroma tednih spremljali seje državnega zbora, veste, da je Slovenska demokratska stranka predlagala, da se v šolski sistem uvede domoljubje. Da se v cilje izobraževanja zapiše, da se je potrebno vzgajati za obsodbo vseh totalitarnih režimov. In verjetno ste slišali tudi nasprotnike. In naj vam povem samo nekaj cvetk iz te, recimo, seje, torej ne z naše strani, ampak z njihove, torej na iste drugi strani, kjer jih gledamo. Recimo, narodno-osvobodilna borba je bila najbolj svetla točka slovenske zgodovine. Potem, recimo, pod oznako totalitarizma skuša desnica iznenačiti nacizem, fašizem in komunizem, pri čemer gre le za demonizacijo slednjega. Torej, bom rekla, da na nasprotni strani ne priznavajo, da je komunizem bil totalitarni režim. In besedico domoljubje jemljejo kot nekaj slabega in vsekakor ne kot nekaj dobrega. In domoljubje ne pomeni samo častiti, bom rekla, osamosvojitev Slovenije, kar je za moje pojme na prvem mestu, ampak gre tudi za to, da se časti vse tiste mejnike v zgodovini Slovencev, ki so pripeljali do tega trenutka, pred 25 leti, do referenduma in do samostojne Slovenije. In slovenski narod se nikoli ni boril proti nekomu, ampak vedno za obstoj, da smo danes tukaj, ker smo.
Zanamce je potrebno vzgajati ne le v tem, da bodo seveda preskrbljeni, da bodo imeli delo, ampak jih je treba vzgajati tudi v duhu, da bodo spoštovali slovenski jezik, slovensko kulturo, slovensko zgodovino in da bodo vedeli, kje so njihove korenine, tudi če bodo morali s trebuhom za kruhom tujino. Vsekakor ni prav, da danes v osnovnih šolah, srednjih šolah še vedno otroke oblačijo v pionirčke, v partizane in to na dan, ko se proslavlja 25. junij, dan državnosti. In da govorijo, da je to nekako tematska zadeva, da gre za domoljubje. In poveličevanje totalitarnih režimov vsekakor ni izražanje domoljubja, ampak je protiustavno, če želite. Je proti 1. členu v Ustavi Republike Slovenije, ki govori, da je Slovenija demokratična republika. Glejte, jaz mislim, da domoljubje ali pa obsodba vseh totalitarnih režimov ni izum Slovenske demokratske stranke ali pa nas tukaj. To je obsodila tudi Evropska unija, tudi z resolucijo Evropskega parlamenta iz leta 2009, ki je rekla, da so totalitarni režimi komunizem, nacizem, fašizem. In govoriti, da to ni res, potem je to izkrivljanje resnice. Torej nas obsojajo tudi v Državnem zboru, ker se trudimo, da bi nekako vzpostavili novo, bom rekla, zavest o domoljubju, o tem, da pač želimo nekaj novega. Verjetno ste brali tudi zdaj v teh dneh, kaj so nekoč, oziroma leta 25 let nazaj izjavljali tisti, ki so prišli v parlament. Lahko samo recimo preberemo tole. Franko Juri: želim preprečiti, da bi iz Jugoslavije nastala konfederacija manjših držav. Menzinger je takrat dejal: v parlamentu bi se zavzemal za zasebno lastnino in zaščito delavcev, ostro pa bi nasprotoval kraji družbene lastnine. Besede so nekaj, dejanja so drugo in takrat je Janez Janša dejal: v parlamentu bi se predvsem zavzemal za zagotovitev varstva človekovih pravic, tudi če bi bil izvoljen, pa bi še naprej delal tako, kot sem doslej. In mislim, da so to edine besede, ki so tudi dejanja. Danes torej tisti, tako kot sem dejala, ki so bili takrat proti osamosvojitvi, govorijo, delajo drugače, sedijo v prvih vrstah, to ste videli tudi včeraj na tej proslavi, osamosvojitelje pa preganjajo in jih celo zapirajo. Tako da, dragi moji, potrebno bo vstati, ponovno vstati. Hvala. Jelka, hvala. In sedaj mikrofon predajam velikemu človekoljubu. Kdo je že to? Kdo je princ naših src? Vsi mi smo, ne? Drage prijateljice in prijatelji resnice, pravice, demokracije in države, vladavina prave, lepo pozdravljeni! Danes je velik dan, zgodovinski dan, 25-letnica enega največjih dogodkov v slovenski zgodovini. Takrat, pred 25 leti, smo po 52 letih lahko prvič demokratično in večstrankarsko volili in izvolili prihodnost. Prihodnost, za katero morda sedaj mislimo, da ni taka, kot smo si takrat predstavljali, da bo. Vendar pa je gotovo boljša, kot bi bila brez 8. aprila 1990. To smo pa lahko prepričani. In kako pravijo, nekaj dela je prav, da ostane še za naprej. Kaj bi pa bilo, če bi vse naredili v teh 25 letih? Žal nam ga je ostalo nekoliko več, kot smo si predstavljali. Vendar pa je to tisto, kar nas žene naprej. Veliko dela, ki ga moramo še opraviti, nas žene naprej.
nam daje voljo, nam daje optimizem in nam daje upanje. Predvsem pa nam daje upanje ljudje, taki kot ste vi tukaj in že tisoči in tisoči, ki podpirajo pošteno delo, spoštovanje družine, ki podpirajo solidarnost, ki podpirajo to, da človek od poštenega dela mora pravično in pošteno živeti, ne pa od miloščine. Kaj se to pravi, da ljudje za pošteno delo dobivajo miloščino ali pa še tega ne in od tega ne morejo živeti? Poglejte, jaz leta 1990 še nisem volil. Volili pa ste, velika večina od vas, ki ste danes tukaj. Takrat ste gotovo imeli v mislih, kaj si želite za Slovenijo. Dejte si še enkrat zamisliti in upajmo, da bo čez 25 let več od tistega, kar si bomo danes zamislili, uresničenega, kot je bilo v prvih 25 letih. Sedaj pa dajem besedo Milanu Zveru, dr. Milanu Zveru. Hvala za besedo. Dragi prijatelji, pred dnevi sem v Evropskem parlamentu ponovno opozoril in zahteval od Evropske komisije, da čim prej pripravi zakonodajni paket, s katerim bi učinkoviteje reševali ključne probleme v pravosodju v državah članicah. Semoličev dnevnik se je nesramno odzval na to, a to zdaj sploh ni pomembno. Ključno vprašanje je, da razumemo, kakšno sodstvo imamo, kaj želimo in kako pridemo do želenega. Jasno je, da želimo pošteno, nepristransko, politično, neodvisno sodno vejo oblasti. Da tega še nimamo, ne mislite samo vi, ampak misli velika večina ljudi. Sodeč po javnomnenjskih raziskavah, le vsaki peti Slovenec zaupa slovenskemu sodstvu, kar je bistveno manj kot v Evropski uniji. Ampak v Evropski uniji ne obsodijo brez dokazov. Zato je zaupanje v sodstvo visoko. No, pa če že naši oblastniki menijo, da se ljudstvo moti, jim lahko ponudimo izsledke mednarodnih primerjalnih analiz, ki zaznavajo enako kot ljudje. Evropska komisija je primerjala pravosodne sisteme po različnih kriterijih. V oči bode zlasti to, da je Slovenija na vrhu, prvič Slovenija na vrhu držav po številu pripada civilnih, kazenskih in upravnih zadev. Drugič, na vrhu črnega seznama, oziroma na drugem mestu, je Slovenija po sodnih zaostankih. Tretjič, na 5. mestu je Slovenija po porabi proračunskih sredstev. To pomeni, da je slovensko sodstvo drago. Četrtič, imamo največje število sodnikov na 100 000 prebivalcev, na učinkovitosti sistema se to ne pozna. Petič, po raziskavi Svetovnega gospodarskega foruma imamo izjemno nizko zaznavo sodniške neodvisnosti. Smo v skupini 5 najslabših držav. To se ujema tudi s poročilom Evropske komisije. Šestič, v letni statistiki Evropskega sodišča človekove pravice piše, da smo po številu negativnih razsodb zoper neko državo članico Sveta Evrope primerljivi z Rusijo, Turčijo, Romunijo, Ukrajino in tako naprej. Poleg tega je Slovenija mala država. Lustracija, 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 lustracija. Poleg tega je Slovenija mala država in prekaša mnogo večje po številu izgubljenih sodb. Dr. Jernej Letnar-Černič navaja primer kraljevine Španije, ki je 23krat večja od Slovenije, pa je lani prejela le 6 sodb, od tega le 4 negativne, se pravi, da so tam 4krat kršili Evropsko konvencijo. Sedmič, isti avtor ugotavlja, da je Slovenija v 2 desetletjih kršila Evropsko konvencijo kar 304krat, kar je uvršča na sam vrh. Primer zakoncev Šilih kljub sodbi Evropskega sodišča iz leta 2009, kjer je ugotovilo, da so slovenske oblasti kršile človekove pravice in svoboščine, še dan danes čakata na učinkovito preiskavo. Kazenski postopek je že pred desetletjem zastaral, civilni postopek pa danes po več kot 20 letih od smrti njunega sina še ni končan. Ravno sinoči sta zakonca Šilih poslala pismo moji soprogi in se opravičila, da je danes ne bo tukaj z nami, čeprav bi rada bila.
da je dolgotrajni spopad z sodno vejo oblasti načel tudi ne samo zdravje, ampak tudi materialno stanje, standard družine in da si enostavno ne morete privoščiti, da bi tako pogosto, kot bi želela, bila tukaj z vami. Sta pa vsele, tako pravita, vsakeč, ko ste vi tukaj, tudi ona dva na tak ali drugačen način z vami. Vodilni v pravosodnem sistemu so na okopih. Svojo nedotakljivost varujejo tudi tako, da so neodzivni na kritike od zunaj. Mi pa vemo, da sodstvo mora biti odzivno in da mora sprejeti kritike in si prizadevati za ustvarjanje kakovostnega, poštenega, neodvisnega in nepristranskega sodstva. Le tako si bo izborilo zaupanje ljudi. Ne nazadnje ga ti plačujejo. Zato je stališče predsednika Vrhovnega sodišča, da ne bo prav umazanega perila v javnosti, v bistvu to pomeni, da ne bo komuniciral z kritiki, napačno. To je reakcija samodržca, ne pa nekoga, ki odgovorno upravlja javno funkcijo. Mislim, da bi najvišje funkcije morali prevzeti kadri, ki so profesionalci, ki so kreativni in neposlušni določeni politiki ali celo udbomafijskim omrežjem, ki so bila v preteklosti povezana z najbolj drastičnimi kršitvami človekovih pravic in svoboščin. Dragi prijatelji, spremembe bodo prišle, a ne same po sebi. Ne same po sebi. Vse dva pogoja sta za to potrebna. Prvič, pozitivni pritisk strani Evropske unije in drugič, dovolj močne, demokratične in reformne sile doma. Tako na civilno-družbenem področju, kar posebljate vi, kakor tudi na političnem področju, kar nažalost poseblja predvsem in zlasti ena stranka, Slovenska demokratska stranka. In prav bi bilo, da bi še kdo. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, dr. Milan Zver. Verjamem, da si noben od nas ni pred 25 leti mislil, da bomo danes stali tukaj. Da bo treba danes stati tukaj. Da bomo tukaj stali zato, ker se v Sloveniji po 25 letih od prvih demokratičnih in večstrankarskih volitev ljudje zapirajo brez dokazov. Danes tukaj stojimo tudi zato. T-shirt stop, T-shirt stop, T-shirt stop. Klemenčič odstop, Klemenčič odstop, Klemenčič odstop, Klemenčič odstop, Klemenčič odstop. Vlaj odstop, Vlaj odstop, Vlaj odstop, Vlaj odstop, Vlaj odstop, Vlaj odstop, Vlaj odstop. Dokler bodo ti štirje ljudje zasedali položaje, ki jih zasedajo, v Sloveniji ne bo države vladavine prava. In to ne zato, ker so to ljudje, ki zlorabljajo položaje, na katerih so in na katerih so bili. Dokazano. Odstop in zamenjava teh ljudi je predpogoj za demokratizacijo in za to, da Slovenija postaje država vladavine prava. Prav tako si pred 25 leti nismo predstavljali, da bodo tisti, ki kradejo, ki so okradli ogromno premoženja, mirno, prosto hodili po Sloveniji in nas celo učili o tem, kaj je svobodno tržno gospodarstvo. Pa ne zato. Pa nismo zato, da jih obsodimo mi na ulici, ampak vendarle ne pridejo pred sodišče in ne sodišče in tožilstvo opravi svoje delo. Tako pa imamo na primer ljubljanskega župana, kjer se nobena zadeva za njega na sodišču ne premakne nikamor. Obtožbe so, zneski so znani, tožilstvo pa umika obtožnice, sodišče pač ne dela svojega dela. In dokler bodo v Sloveniji
Ljudje nedolžni, brez dokazov obsojeni. Ljudje, ki pa imajo maslo na glavi, pa svobodno hodili po Sloveniji in nas učili, kaj je to demokracija in kaj je to svobodno tržno gospodarstvo. Toliko časa v naši državi žal bolje ne bo. Zdaj pa dajem besedo gospe Baličevi. Spoštovane, drage vztrajnice. Lustracija! 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 Drage vztrajnice, dragi vztrajniki, Slovenke in Slovenci, dragi prijatelji, ko sem razmišljala, kaj naj vam povem v današnjem nastopu pred Vrhovnim sodiščem, so se dogodki v Sloveniji in v svetu kar prehitevali. In o njih bodo pisale nekoč zgodovinske knjige, o njih bodo seveda brali naši zanamci in spoznavali naš turbulentni čas, ki je pravzaprav kako grozno podoben ponovno spet tistim časom iz hladne vojne, iz časov železne zavese, iz časov, ko se je gradila tako imenovana ljudska demokracija, o kateri ponosno govoričijo mlečnozobci iz vrst skrajne levice. Seveda jih pri tem malenkosti, kot so milijoni in milijoni žrtev komunističnega totalitarizma, prav nič ne brigajo. Na poti do svetle prihodnosti so pač dovoljena vsa sredstva, ampak dobesedno vsa. Tudi jih ne briga, da je demokratična Evropa, kot je že povedala Jelka Godec, obsodila vse totalitarizme, vse, komunizem, nacizem, fašizem in druge avtoritarne režime. Za skrajno leve mlečnozobce so se pač leta 1945 začeli zlati časi, prišla je svoboda, čeprav neusmiljena zgodovinska dejstva pač niso na njihovi strani. In je že eden od dvornih pesnikov revolucije pisal o jabolku svobode, ki se je skotalilo v blato. Toliko slabše porečejo za zgodovinska dejstva, dvorni pesniki revolucije so pa, kot vemo, pač tako ali tako potrošno blago. Mlečnozobi skrajneži pač niso pripravljeni ne na dejstva in ne na dialog. Surova sila je tista, ki jih privlači, tako kot večerne vešče privlači ogenj. In vešč ne zanima, da jih ogenj pogoltne. Ko sem se tako razmišljala o temle današnjem nagovoru, sem se odločila, da vam ne bom govorila o neuspešni tranziciji iz komunističnega totalitarizma, ki se kaže v nezadostni in neuresničeni pravni državi, ugrabljenem gospodarstvu in zveriženi politični areni. Ne bom govorila o vladi, ki je svoje delo pospremljeno z govoričanjem o morali in etiki nastopila pred komaj nekaj meseci, danes pa se seveda njena morala in etika sesuvata kot hišica iz kart. Ne bom govorila o poštenem, nepristranskem in neodvisnem delovanju sodne veje oblasti, ki bi moralo biti temelj za učinkovito delovanje pravne in demokratične države. Ne bom govorila o lustraciji, ki so jo izvedle v take ali drugačni obliki vse druge nekdaj komunistične države. Edino Slovenija je svetla izjema med vsemi državami Evropske unije. Ja, seveda, to je bila ironija, saj tako tudi razumemo, ne? Seveda ne bom govorila o medijskem prizorišču, kjer še vedno gospodarijo družbeno-politični delavci in so večinski mediji še vedno v naših rokah, kot je dejal pred prvimi demokratičnimi in svobodnimi volitvami leta 1990 partijski veljak Jože Smole. Ne bom govorila o 8. aprilu 1990, o katerem je danes že tekla beseda, o volitvah, ki so bile resnično prve demokratične,
prve svobodne, nikakor pa ne poštene. Nomenklatura je poskrbela, da je bila tekma izredno nepoštena. In jaz včasih rečem, da je bila zmaga Demosa pravi božji dar in na nek način tudi čudež. Ampak glejte, zgodil se je čudež. Zaradi velikih naporov Demosa, njegovih voditeljev, vseh ljudi, ki so resnično s srcem verjeli v demokratično, pravno, parlamentarno Slovenijo, neodvisno državo, je Demos zmagal na volitve in prevzel odgovornost za oblast. In ta Demosova oblast je naredila prve prave demokratične spremembe v Sloveniji. Ne pa nomenklatura, ki se je včeraj ponosno kazala na proslavi in pravzaprav... prevzela zasluge Demosa, neupravičeno prevzela zasluge Demosa za našo samostojno Slovenijo. Ne bom govorila o tem, da nam zapirajo osamosvojitelje, ampak vas bom spomnila na to, da ste po današnjem zborovanju vabljeni na Beethovnovo 3. Na Beethovnovi 3 nasproti ustavnega sodišča je stavba, ki je zapuščena, prazna. In v kleti te stavbe so bile leta 2006 odkrite zaporniške celice, edine do sedaj ohranjene zaporniške celice v samostojni Sloveniji. Prva vlada Janeza Janše je leta 2007 razglasila te zaporniške celice za kulturni spomenik državnega pomena. Torej spomenik, ki je vreden posebne skrbi. Ampak ko boste šli pogledat zdaj v to prazno stavbo, boste seveda se na lastne oči prepričali, kako te celice propadajo, kako jih je načel zob časa. Druga Janševa vlada je jeseni leta 2012 te celice zaupala v upravljanje Študijskemu centru za narodno spravo, namenila mu je tudi denar za njihovo ureditev v muzej, v kraj pričevanja o kršitvah človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ampak takoj, ko je prišla nova vlada, seveda je ta sredstva odvzela. In mi si pač prizadevamo, da bi te celice ohranili. V njih prirejamo različne dogodke, verjetno ste obiskali umetniško razstavo, morda ste bili v celicah ob dnevu človekovih pravic 10. decembra lani. V celice pridejo šolske skupine, kar se nam zdi še posebej pomembno. Ampak, če bo stavba propadala naprej, bodo naprej propadale tudi celice. In tukaj si ne morem kaj, da ne bi naredila primerjave s Hudo jamo. Tako da, dragi prijatelji, ko boste šli v celice, si recite sami pri sebi in tudi na glas: ne, odločen ne totalitarizmu, odločen ne kršitvam človekovih pravic, odločen ne lažem in odločen da lustraciji, odločen da demokraciji, odločen da svobodi. Svobodi za vse tiste, ki so nas pripeljali v pravo svobodo, ne tisto namišljeno, in v pravo svobodo za demokratično Slovenijo. Hvala. Hvala lepa, dr. Andreja Balič-Zver. Pred 25 leti si tudi nismo mislili, da bodo Slovenijo 25 let obvladovala udbaška omrežja krvavih rok. Zato gremo danes pogledat, kje so ljudje, ki nam dejansko vladajo, delali in kje so bili v službi in kakšne metode so uporabljali v času stare Jugoslavije.
da vidimo, kje so se naučili tega, kar so nam 25 let delali. Zdaj pa vabim k besedi Damjana Purga. Pozdravljeni. Tale pesem je namenjena apatičnim Slovencem in ima naslov Stori nekaj. Stori nekaj za svojo vest, ne misli, da si sam. Stopi odločno na pot, vzemi usodo v svoje roke, pozabi na strah, malodušje je okoli nas. Stori nekaj za svoj ponos, to je tvoja dolžnost, veliko reči znaš. Daj, zmigaj se in vstani že enkrat, ne bodi več tiho kot toliko drugih, naj sliši se tudi tvoj glas. Stori nekaj za boljši svet, pojdi vsaj volit ob času volitev, ne verjemi režimskim pisunom, da so vsi isti. Pojdi in daj svoj glas, verjemi, prihaja tudi naš čas. Stori nekaj zase in svoje otroke, zbistri ne oklevaj, ni več časa za tvojo lagodnost, ni več časa za boljšo prihodnost, nimaš časa, da bi še enkrat živel, mladost ne vrne se med nas. Stori nekaj za svojo čast, upri se glasnim moralistom, upri se lažnivim komunistom, upri se levim fašistom, poglej zveri v oči in se bori, ne obupavaj, ampak vztrajaj. Hvala lepa, Damjan Purg. Kot rečeno, smo danes povabili, tisti, ki imamo voljo in čas seveda, da si gremo pogledat Udbaške celice na Beethovnovi ulici v Ljubljani. Zdaj pa vabim k besedi gospoda Leljaka, da nam bo povedal, kaj si bomo na Beethovnovi lahko ogledali in da nam bo razložil, kako bo ta ogled potekal. Ja, hvala lepa. Hvala lepa. Ja, spet sem tukaj. Danes bomo šli skupaj v te Udbaške celice. Ja, pravilno je rečeno Udbaške celice, ne gre za zapore, ne gre za pripor, ampak gre za Udbaške celice. Gre za prikrito dejanje ene politične policije, ki je dolgo vladala in vlada nažalost še danes. Mnogo teh dokumentov v tej udbi zadnje čase berem, verjemite mi, da v nobenem njihovem zakonu ali izvedbenem pravilniku nikjer ne piše, na kakšen način lahko ljudi aretirajo, kako dolgo jih lahko predržijo, kako dolgo jih lahko imajo v nekih skritih bunkerjih, skritih zaporih ali podobno. Tega nikoli niso zapisali. Noč je ljudi odpeljala, imeli so jih zaprte mesece, 2 meseca, leta, 2 leta in običajno so končali v smrti. Imamo skoraj nič pričevanj iz teh udbaških celic. Skoraj nič pričevanj iz teh udbaških celic, predvsem zato, ker sem prepričan, da tisti, ki so v teh celicah bili, so bili tudi odpeljani v smrt. Celice so naporne že za pogledati. Ob zavedanju, da so bili tam zaprti Slovenci, ljudje, ki so bili politično proti komunizmu, nas je lahko strah, kako je v tej državi bilo živeti, kako je danes živeti in kako bo živeti, predvsem dejstvo, da vemo, kdo in kako nam vlada. Za te udbaške celice, jaz sem danes bil tam, uredili smo luč, tako da baterije ne boste rabili, tako da je vsaka tudi osvetljena. 2 bom težko odprl, ker mi je Slavko Kmet vzel ključe, ki je rekel, da rabi eno za Maslešo, pa enega za Fišerja. No, v glavnem,
malo šale, ampak slika je zelo grenka. Ja, slika je grenka, težka. Celice bomo pogledali na ta način, da bomo vsi vstopili v zgradbo. Jaz mislim, da bo šlo dol v klet. Tam so sedaj luči, bomo počakali v sam levi del, ker je teh nekaj celic, bomo šli pa po nas 30 do 50, ugledali se bodo nehitro pa šli ven. V glavnem ohranjeno je, tudi izvirna vrata so in vse ostalo. Verjamem, da je bilo po uporabi teh udbaških celic to namenjeno za razna skladišča, predvsem arhive, zato je tudi nekaj teh celic ometano, pa ni tistih izvirne oblike, kot je bila nekoč. Zato bi bilo verjetno potrebno te celice vrniti v tisti čase, kot je bil, verjetno po tem ometu bomo še našli kakšne zapise, napise, podpise, imena, karkoli. Zdaj točnega datuma, dokdaj so te udbaške celice uporabljali, to je res bilo leto 50, 56 ali kasneje, težko vemo. Arhiva zaenkrat glede tega še ni dostopno, oziroma sploh ne vemo, če obstaja. Obstajajo pa celice. In jaz mislim, tako kot je dr. Andreja povedala, te celice bi res morali biti spomenik. Spomenik zla, ki se je nekoč dogajal. Lani sem bil v Dachau, bil je navaden dan med tednom. Tisto jutro je bilo tam preko 20 avtobusov. Iz vse Avstrije in Nemčije vozijo mlade ljudi, osnovne šole, srednje šole, z enim samim ciljem, da tem otrokom jasno povejo, da to, kar so naredili dedeki, pradedeki, nikoli več nihče v Nemčiji ne sme ponoviti. Takšno zgodbo bi morali imeti tudi v teh celicah, tukaj v Ljubljani, v Hudi jami in še mnogih prizoriščih, ki jih imamo po Sloveniji. Jaz sicer zdaj ne vem, bo Aleš to organiziral, ampak šli bomo po najbližji poti do Beethovenove 3, to je nasprot ustavnega sodišča. Ključe imam pri sebi, vstopili bomo notri, bomo ti vse skupaj pogledali. Nažalost, sanitarnih prostorov tam ni, tako da tega ne moramo. Ni, ker je v bistvu voda zaprta zaradi zime in se ne da uporabljati. Hvala vsem, ki boste tja prišli, posebej pa še tistim, ki boste o tem zelo govorili svojim najbližjim, svojim najmlajšim, da to zgodbo širijo še naprej. Hvala lepa. Hvala lepa, Roman Leljak. Obvestila in novice. Verjetno se spomnite, da je bila na našem zadnjem srečanju tukaj le ena pretresana in žalostna mama, ki je slovensko sodišče ugrabilo hčerko. Nekaj novic, kaj se dogaja hčerko in kaj se dogaja z mamo. Oče je odpeljal hčerko Ano Marijo v Ameriko. To je ona izvedela in se po nekaj dneh odpravila v Ameriko. Sedaj je v Ameriki in se z možem in z odvetniškimi pisarnami pogajajo o tem, kako bi lahko to svojo hčerko prvič videla v živo. Obeta se ji dolgotrajna in mukotrpna pravna borba in kdor ima kakšen evro, ki ga lahko da, se priporočam jaz in ona, če ji lahko pomagamo. Navodila, kako lahko podarimo kakšen evro, lahko najdete na spletni strani 24kul.si. Zdaj vas vabim, da tako kot na vsakem shodu obrnemo hrbet zlorabam v slovenskem pravosodju na način, da obrnemo hrbet stavbi Vrhovnega sodišča. Za 20 sekund v popolni tišini. Hvala lepa. Mirno, kulturno in dostojanstveno smo izrazili naše nasprotovanje zlorabam v slovenskem pravosodju in našo trdno odločenost, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bomo slovensko pravosodje lahko čim prej spoštovali. Ne pa tako, kot si predstavljata Branko Masleša, gospod Fišer, Vlaj,
Klemenčič in še njihovi pajdašice in pajdaši, da bi se jih morali bati. Ne bojimo se vas, ampak upamo na boljše čase in delamo za njih. Naš naslednji shod je naslednjo sredo, se pravi 15. aprila ob 17. uri, se pravi ob znanem času na znanem kraju. Če pa se slučajno jutri na Ustavnem sodišču kaj zgodi, se vidimo že prej. Se pravi, kako smo dogovorjeni? Vidimo se... zdaj sem ravno obveščen, da jutri ni seje. Se pravi, jutri se, če ni seje, na Ustavnem sodišču ne bi zgodilo nič. Ampak ponovimo še enkrat, kako smo dogovorjeni. Naslednji dan, potem, ko bo javno znano, kakšna je odločitev Ustavnega sodišča v zvezi z zadevo Patria, se dobimo tukaj. Ne glede na rezultat, čeprav trdno verjamemo in upamo, da bo Ustavno sodišče delalo v skladu z zakoni in ustavo. In bo rezultat po našem trdnem prepričanju dober. Se pravi, dobimo se v vsakem primeru naslednji dan potem, ko postane odločitev Ustavnega sodišča javno znana. Sedaj, po zaključni pesmi, bo naš shod tukaj pred Vrhovnim sodiščem razpuščen. Se pravi, razpuščen in gremo proti Beethovnovi ulici kot državljanke in državljani in ne kot udeleženci tega shoda. Te poti proti Beethovnovi ulici namreč nimamo prijavljene, zato se bomo tja sprehodili kot državljanke in državljani in ne organizirano. To pa seveda ne pomeni, če kdo ne ve, kje je Beethovnova ulica, da ne sme iti svojim kolegom, s katerim zdaj skupaj stoji. Se pravi, lahko gremo skupaj, tako kot lahko gremo skupaj kamorkoli in kadarkoli hočemo, vendar pa to, da ta pot ni organizirana, pomeni predvsem to, da nam policija ne bo, na primer, zadržala prometa, ko bomo šli čez cesto, in seveda, da nas policija ni dolžna na tej poti spremljati. Samo to pomeni to, da ta naša pot ni prijavljena. Se pravi, dobimo se na Beethovnovi ulici, potem pa sledimo nadaljnjim navodilom, kot jih je povedal že Roman Leljak. Zapojmo domovini, zapojmo ji prav vsi, iz vseh slovenskih src naj pesem zazveni. Čas je za Slovenijo, domovino ljubljeno, pevce izpod Triglava celi svet pozna. Zapojmo domovini, zapojmo ji prav vsi, iz vseh slovenskih src naj pesem zazveni. Svoboda Janezu Janši! Svoboda! Svoboda Tonetu Krkoviču! Svoboda! Svoboda Ivanu! Svoboda! Svoboda Sloveniji! Svoboda! Svoboda Evropi! Svoboda! Hvala lepa! Hvala lepa! Naše naslednje na znanem kraju ob znanem času.